Čist možno je, da zadnjič vozim avtomobil, ki mi je od nekdaj všeč. Avto, ki je bil v letih 2012 in 2013 najbolje prodajen na svetu in model, ki je dosegel več kot 17 milijonov prodanih izvodov. O Fordu Focus govorim, jasno. No, tole je 4. generacija, zadnjič prenovljena pred 3 leti. Na test smo jo pa očitno dobili zato, da nas Ford še zadnjič opomni, kako dober avto bomo dejansko izgubili. Po vzoru Fieste, Mondeja, B-Maxa, C-Maxa, S-Maxa, Galaxija in najbrž še katerega modela bo konec leta v večna lovišča zapeljal tudi Focus. Ja, časi in želje kupcev se spreminjajo. Danes bi vsi radi imeli križance in Fordova prihodnost bo temeljila na njih. Drži, tudi Kugi čist nič ne manjka, ampak če vprašate mene, je takšen Focus sploh v tej kombijevski različici boljša in cenejša alternativa. Tako prijetno, lahkotno in obenem odločno se pelje, da mi je za nekaj dodatnih centimetrov oddaljenosti od tal v bistvu čisto vseeno. Čeprav ni več najnovejši na trgu, mu vozniško večina ne seže niti do kolen in Ford to igro pač obvlada. In če ste slučajno mladi očka, ki kupuje družinski avtomobil, pa bi radi, da je ta saj še malo zabaven, ne glejte nikamor drugam. Vem, da bi v tem primeru raje kot različico ST-Line imel kar ta prav ST, ampak že s tem litrskim turbobencinskim trivaljnim mlinčkom, ki razvije 114 kW moči oziroma 155 konjičkov, je kar poskočen. Ker je blagi hibrid, je v bistvu obenem tudi varčen, trenutno je poraba 6,6 litra. Očitno pomaga, da ima robotiziran menjalnik 7 stopenj, me pa moti, da ves čas malo cuka. Bi vam priporočil ročnega, pa ga v tem primeru s to opremo niti ni, tako da se boste morali sprijazniti s tem ali pa izbrati vstopno različico. No, ali pa kar ta prav ST, če že iščete izgovor za nakup. Vse ostalo bolj ali manj štima. Sam bi imel še kakšno fizično stikalo več, pa bi bila tale notranjost za moj okus perfektna. Celo to, da testni avtomobil nima digitalnih merilnikov, me ne moti in v bistvu bi mi bilo tudi čisto vseeno, če bi bil ta osrednji zaslon za kakšen palec manjši. Prav tako nadležnega piskanja vsakič, ko za kilometer presežem hitrost, ne pogrešam. Skratka, tole je lep dokaz, da je manj lahko več in da starost avtomobila v bistvu sploh ni najpomembnejša stvar. Focus je res tik pred upokojitvijo, je pa še vedno odličen. 635 litri prtljažnega prostora je zelo prostoren, zato vsi, ki cenite uporabnost, enostavnost in odlične vozne lastnosti, hiter izkoriste možnost, dokler jo še imate. Imam občutek, da se ne bo še konkretno kolcalo po avtih kot je ta.